Smo že pri 8. oddaji sezone, to pomeni, da smo čez polovico, kar mi je všeč, ker bo kmalu dopust. Kmalu mislim čez 2 meseca. Ampak po drugi strani mi pa vse skupaj sploh ni všeč, ker čas tako hitro teče, da sploh ne vem, kjer dan je danes. A je nedelja? Itak. Ampak to ne bo kar ena nedelja. Prvič bomo za volan naše najnovejše članice Celice posedli zvezdo. In to bo Alja. Anže vam bo spet predstavil en zelo atraktiven avto, ki ga verjetno še ne poznate. Testirali bomo Renaultovo električno reinkarnacijo petice. Za začetek pa je Matej daleč na vzhodu, kjer z varne višine opazuje 3. najdaljšo reko na svetu. Charles Chan, oče veliko bolj znanega Jackija Chana, ki je snimal filme tudi v Sloveniji, je tamle ob reki Yangtze spoznal Lili, svojo bodočo ženo, ki je prodajala opij. Namesto da bi jo aretiral, jo je spustil, kasneje sta se zaljubila, potem je Mao Zedong zmagal na Kitajskem in so pobegnili v Hong Kong, ampak to ni več važno. Spoznala se tukaj v mestu Wuhu. In tukaj je danes doma znamka avtomobilov Chery, ki je že več kot 20 let največji izvoznik avtomobilov z Kitajske. In meni, ki sem totalno neprespan, evo doma je zdaj ura 00:30 po noči, se že mudi, ker me tamle dol že čakajo. Drugače pa prvi dan, evo, že prva predstavitev Omoda 4. Včasih so ji rekli, da bo to Omoda 3, ampak so se pa odločili za 4, ker je vseeno večji avto. 4,42 m je dolg. Naslednje leto pride k nam, baje že marca. Pogoni bodo različni, ampak za nas bo baje najbolj zanimiv hibridni model, ker bo baje tudi cena zelo dobra. Drugače pa ideje za oblikovalec najdu v vesoljskih ladjah. Ja, sliši se zanimivo, ampak vse so linije res take zelo odrezane, zelo spaceship. Noter je tudi ful zanimiv, rekli so, da je spet bila ideja vesoljska ladja, ker ima takšen gumb, ki ga dvigneš in potem šele prižgeš avto, tako da kar kul, ja. What is mecha design? Well, that's a very good question. For mecha design, it means something that is very edgy, and the surfaces are a little bit into the flat turn. As you can see, it's not so soft, and so it's like a cutting with laser cuts, basically. Okay. Right? So it's inspired in mechanical features. That's why it's called mecha. What we're trying to do is just to make a model that is not for everyone, but it's a car that will stand out, and the people that like it, they will really like it. That's what we want to do. Okay, about the interior, it's a spaceship design. Yes. What does that mean? So it's also inspired on the spaceship. So as you can see, it has like this big wing feeling that goes through the doors, and then the center console is very, very high. So that makes you feel like when you sit on the car, you're having like a spaceship commander, you know? Like you're like this, and you have everything here. All the buttons are very handy to you, and then it has the launch button as a spaceship as well. Testne vožnje so tukaj na Kitajskem vedno ful zabavne. V bistvu te pelje na neko parkirišče in pa reče, tukaj imaš avto za tistih, ne vem, 15 minut ali pa pol urce, malo se pelj in pol naredi test iz tega. Ampak okej, nekaj občutke pa že dobimo. Zdaj smo tukaj na enem parkirišču zraven ogromne reke Yangtze. Dež pada, ful škoda, ampak tole je avto Exit Stera ES. Ta avto bo prišel tudi v Evropo in tam se bo imenoval Xlantix ES. Baje pride tudi k nam. Ful je zanimiv avto, ker je za njih to premium, drugače ima pa 2 možnosti pogona, in sicer električnega, zaden pogon ali pa 4-kolesen, lahko ima pa tudi range extender, to je podaljševalnik dosega, in z njim ima doseg več kot 1600 km. Ja? Drugače pa tudi z baterijo, kot vidim, ogromna prevoza. Zdaj ima 67% baterije, pa 349 km je še range, in največja baterija, ki je na voljo, ima celo 100 kWh, kar je ob taki obliki v bistvu zelo dobro. Kar lahko povem je to, da je ful dobro narejen, vsaj prvi občutek je tak, tako vse ful tako lepo deluje trdno, dobri materiali so mehki, ful ima dobro šipo gor razdeljeno. Prostora na zadnji klopi je ogromno, ker ima 3 metre dolgo medosno in sediš ne vem kva, ne vem zakaj Kitajci rabijo toliko prostora v svojih avtih. Drugače pa tehnološko zelo podoben Luxidu S7, medtem ko R7 so pa midva z Anžetom že aprila vozila tukaj na Kitajskem. In je bil tudi zelo prijeten za peljati.
Evo, to je pa Exit S-Terra ET, ki bo pri nas znan kot Xlantix ET. Tale ima pa range extender, torej podaljševalnik dosega, in z njim lahko naredi baje 1500 km, oziroma več kot 1500. Zdaj recimo mi piše, da ima doseg 864 km, pa baterija je skoraj prazna, samo še za 17 km. Tako da se kar da, ne? Drugače je to malenkost manj kot 5 metrov dolg avto, prostora je ogromno, potegne tudi ful lepo, tudi ta je lepo narejen, taka zanimiva notranjost, zelo barvita, ampak se zdi, da je tudi zelo dobro sestavljen. Lahko ima spreden, lahko ima 4-kolesen pogon, podaljševalnik dosega je 1,5 litrski turbo bencinski motor, itak. Potem baterija je pa lahko od 32 kWh pri range extenderju do 43, pri baterijskem pa 77 kWh ali pa 100 kWh in s to baterijo ima tudi ta zelo velik doseg. Avto je tudi za Kitajce precej nov. Lani se je začel tukaj prodajati in zdaj so pač ugotovili, da bi se ga splačalo očitno tudi izvažati, ampak pod drugim imenom, kot sem rekel, Xlantix. Druga lokacija je nek provizorični poligon, tukaj so nam pripravili take zanimive vožnjice z njihovimi avtomobili, sicer tudi tukaj dež pada, zato imam dežnik. Najprej smo pa vozili J-Coupe 5, ta pride baje konc leta oziroma na začetku naslednjega leta tudi k nam. To je takšen zanimiv avtoček, 4,38 metra je dolg, tole je pa J-Coupe 7, ta je majčkeno večji. Ampak zdaj gremo na vožnjo z enim avtom, ki ima isto osnovo kot J-Coupe 5, pa se ga ful veselim. Tole je. Evo, zdaj pa prvič vozil iCar. Gledamo en tak test, da najprej pospešujemo na polno, potem zaviramo na polno, na koncu pa še gledamo, kako udoben je. We go? Ne, pospešujemo na polno in zdaj bremzamo. Ustal vse. Ok, in zdaj bomo še udobje sprobali. Ful je mehak, tako. Nam rekel, da je spužal zdaleč od tega, ampak mehak. Me pa ena stvar totalno navdušuje in sicer kako dobro je sestavljen, zaradi tega, ker čist nič ne škripa ali pa ropota, ko se pelješ tudi po takih grdih luknjah. Cool avto, upam, da res k nam pride. No, tole je pa Moda 7. Očitno imajo Kitajci ful radi pospeševanje pa zaviranje. Pospešuje, zavira tudi, gremo pa še majčkeno slaloma. To je tak kar velik avto, ki bo tudi kmalu pri nas in hoče pokazati, da se ful lepo dinamično pelje, čeprav je velik. Tole se kar nagiba, je kar velika krava, ampak gre. Lepo. Thank you. Inštruktor me je pohvalil. Tako da očitno sem dobro naredil. Aj komu slabo? Ne. Ok. Evo, tale v Moda 7 bo tudi enkrat pri nas, baje, če bo vse po sreči že sred naslednjega leta. Je pa to velik križanc, 4,66 metra je dolg in na voljo z 1,6 litrskim benzinskim motorjem ali pa kot priključni hibrid z 1,5 litrskim z električnim dosegom 95 km, skupnim dosegom pa kar 1250 km po kitajskih meritvah, jasno. Najboljši podatek pa mi je ta, da ko je baterija prazna, je povprečna poraba samo 4,98 litra na 100 km, hudo, ne? Tole pa drugač prenovljena v Moda 5. Tole zadnje pa 7-ka. Tudi pes je zanimiva zadeva. Z njim sem se že sicer od zunaj igral, imaš takle zaslonček, potem pa kar na njem v bistvu narediš, kaj bi rad. Aha, wow. Priden. Mi mislimo, da je to igrača, v resnici pa je tudi potencial tega izjemen, ker bojo delali tudi ful težje pse, ki bodo lahko nosili v bistvu vreče za ljudi, jih vodili okoli. V glavnem, tole je tudi naslednja stvar, ki je zelo velika, čeprav danes zgleda sam kot igrača vse skupaj.
Zanimivo je, da so pri Cherryju začeli razvijati te robote, ker so ugotovili, da jim primanjkuje dobrih prodajalcev v salonih in je bilo po njihovem odhodu vedno potrebno trenirati nove, pa so pred 3 leti začeli pač razvijati takšne pomočnike prihodnosti. Ja, še bolj zanimivo pa je, da je tukaj noter kar 90% delov enakih kot v avtomobilih, zato se takšnim velikim firmam sploh ni težko lotiti mehanskega dela. Večji izziv bo potem programska oprema vseh teh robotov, ki pa jo tudi baje preizkušajo na vse možne načine. Tako da ja, verjetno bo res neke vrste takšen pomočnik v prihodnosti že pri marsikomu doma. Že čez nekaj let verjetno. Cherry je od letos delno tudi v privatni lasti in prej sem prav pogledal, njen predsednik Yin Tongjue, ki je imel prej krajši govor, ima v delnicah kar okoli 11 milijard evrov, medtem ko je podjetje samo lani povečalo prihodke za polovico v primerjavi s prejšnjim letom in doseglo že preko 50 milijard na leto. Zanimivi so še drugi podatki, recimo to, da ima Kitajska kar 56% penetracijo na področju trga avtomobilov, medtem ko ostali svet samo 15%. Zato pa se jih vsi toliko bojijo. Ja. Cherry je tukaj še posebej uspešen, saj je že 22 let zapored največji kitajski izvoznik avtomobilov. Med najpomembnejšimi znamkami na tujih, torej tudi na našem trgu, pa sta Omoda in JQ, ki tudi že prodajata avte pri nas. Novinarji so prišli na ta dogodek spoznati znamko in predvsem njihove tehnologije, da si bomo bolje predstavljali, kaj nas vse čaka v prihodnosti in seveda skoraj vse staja na električna in priključno hibridna vozila. Tukaj so res že daleč pogoni in imajo v prodaji že toliko modelov, da še sam težko sledim. Recimo, tale JQ8 je pri njih Tigo 8, ampak je za izvoz še bolj fancy, z odličnimi materiali noter, k nam pa po napovedih pride enkrat sred prihodnjega leta. Takole bo pa izgledal bat prihodnosti v tem najbolj sodobnem oziroma najbolj učinkovitem motorju na svetu. To je klasičen bat, to je pa ta na novo razvit, ki ima tale vmesni člen in s tem so lahko skombinirali Atkinsonov pa Millerjev cikel. Dosegali so kompresijsko razmerje do 26:1, kar je svetovni rekord. Obenem so pa dosegali več kot 48% termalno učinkovitost tega motorja, ki ga bodo uporabljali za zlati podaljševalnik dosega, kot mu rečejo. Res hudo. The ICE engine is not that. And if you look at it, I mean, Cherry is a global player, right? And is getting more and more traction and a larger footprint around the world. And in Europe, we often tend to ignore the rest of the world, to be honest, which is not correct. So we know that long-term electrification will most likely be the future technology. And we, as I said, we strongly believe in our capabilities and in our technology when it comes to plug-in hybrid. And if we want to have a good plug-in hybrid, it's important that you have good ICE engines because the whole efficiency of the system, and that's why we generate, for example, on the JQ7 PHEV. Well, Kunpeng Power is not a single engine, right? It's a whole family of powertrain architecture, let's say. So we're using a lot of these technologies across different base engines, and whether to which level we use it really depends on the power requirements on that specific cars. If you look at a pure range extender vehicle, you can relatively precisely calculate the maximum power that the ICE engine has to deliver to recharge the battery, because it will never directly power the drivetrain, right? While in a PHEV, there are situations where you fully rely on the ICE engine to actually go to the traction wheels. Cherry je v bistvu precej mlada znamka. Šele leta 1997 je bila ustanovljena in njihov prvi avto, Feng Yun se imenuje, je v bistvu Seatov Toledo, za katerega so kupili licenco in ga začeli potem proizvajati leta 1999. Neverjetno je, kaj jim je uspelo v tako kratkem času, če razmišljam, da je bil prvi parni avtomobil izdelan že leta 1769 ali pa prvi računalnik leta 1946 in je bil velik kar 170 kvadratnih metrov. Ja.
No, vi si lahko danes omislite recimo tole, iCar, samo 2 leti stara znamka, ki bo tudi baje kmalu pri nas. Jaz bi najrajši imel seveda takšen V23, kot sem ga vozil včeraj na poligonu, še rajši pa takšen X25, ki bo baje čez 2 leti v takšni obliki res na cesti. Avto direkt za na luno, a ne? Mimogrede, to je že 3. razstavišče v 3 dneh, ki sem ga obiskal vsako za svoj dogodek. Niso normalni, res. Ja, sem mislil, da bom lahko še počakal do razkritja Omode 4 Ultra. Samo moramo že domov več, zato ker nas čaka vlak jutri zjutraj pa avion, tako da žal, bi vam pa posebej pokazal. Ja, sem dobil potem posnetke, pa nekaj majhnega podatkov, tudi čekle, se moraš pa vedno kar malo sam znajti, tukaj so pa Kitajci še vedno skromni. No, Ultra pride naslednje leto in bo njihov najbolj športen model, če še ni bilo jasno po teh pragovih in ogromnem spoilerju zadaj. Meni zgleda kot nek mini Lambo Urus. Poganjal ga bo pa njihov, kot mu sami pravijo, super hibrid, ker je baje super na vseh področjih. Poganjata ga 105 kW 1,5 litrski bencinski motor in 150 kW električni motor, do 100 pospeši v 7,8 sekunde in doseže največ 180 km/h, doseg pa naj bi bil zaradi zelo učinkovitega sistema kar 1000 km po VLTP. Ok, sej več verjetno zvemo, ko ga končno dobimo v roke, a ne? Zdaj pa letim spet na avion, ker nam seveda tudi v Šanghaju niso pustili preveč dolg spat. Evo, ura še 7 dni in so mi doma rekli, da so me še sami podočnjaki. Saj sem rekel, da sem naspal, ampak pol doma. Matej je medtem spet odletel nazaj v Azijo, tokrat na Japonsko, kjer se odvija salon mobilnosti, kot mu zdaj pravijo. Včasih so bili to avtosaloni, ampak danes mora biti vse malo bolj sofisticirano, očitno. Ne, Ica, no, pa se na teh salonih v bistvu kažejo še marsikaj drugega, ne samo več avtomobile, tako da je poimenovanje čista prava. No. Matej se vrne prihodnji teden, drugače pa Kitajska? Ja, z Matejem so bila že aprila, tam so bila kar malo šokirana, tole pa zdaj že naslednja stopnja, kar pomeni, da res hitro napredujejo. Meni je še posebej všeč njihov tale lebdeči vlak Maglev, ki povezuje Šanghaj z letališčem. V bistvu je proga dolga samo 30 km, ampak so naredili vse skupaj zato, da lahko rečejo, glej, mi pa lahko, ne? Glej, tudi s tem so se pred leti z Matejem peljala in ja, fascinantno. Mogoče tudi to, koliko zelo se nagiba vlak v zavojih. Čeprav mogoče nisi vedel, včasih je bila hitrost 431 km/h, zdaj so jo pa omejili na 300 km/h. Zakaj pa? Ja, ne vem, verjetno zaradi porabe, drugače pa je med testiranji dosegel rekord 501 km/h. Pol je malo hitrejši, kot pa vlaki pri nas? Ja, pri nas bi bili veseli, če bi dosegli poprečno hitrost 50 km/h. Čeprav, ok, slovenske železnice se hvalijo, da je poprečna hitrost 71,9 km. No, pa ni. Ja, seveda, da ni, ampak to je zdaj že debata za politiko. Mi smo oddaja o avtomobilizmu, zato je prav, da vam pokažemo test enega avta, ki je zelo priljubljen pri nas. Registrske tablice po meri so mi včasih zelo zabavne, včasih pa prav nič. Če na primer v avtu vidim tipa, registrska pa pravi KR Katka, mi je to kar malo hecno. No, če na avtu piše Lega, tako kot tukaj, mi je pa v bistvu to zelo všeč. Sicer ta Lega tukaj pomeni čist nekaj drugega, ampak mu paše tudi tako. Lega, kot da bi kdo to mehno rumeno zverinico sploh lahko spregledal. Še Stevie Wonder ga je zanč občudoval. Ne vem, če se mi je že kdaj zgodilo, da sem nad najboljšo različico določenega modela vihal nos, manj huda mi je bila pa totalno všeč. Menda je to zdaj prvič. No, ko smo nedolgo nazaj na testu imeli Alpine A290, torej najbolj nabrito verzijo nove petke, mi ni bila posebej všeč. V bistvu premajhen doseg, preveč trganja volana z rok pri močnem pospeševanju in preveč povprečno komunikativno krmiljenje. No, vse to me je motilo zato, ker gre za avtomobil, s katerim se bo voznik hotel preganjati skozi ovinke in uživati. Pa ne bo. No, tole je pa čist navadna petka, mimogrede v tej lebari izgleda totalno hudo, kar pomeni, da je tole majhen mestni avtomobilček, na katerega je treba gledati drugače. Mora biti dovolj enostaven zapeljati in je. Mora imeti dovolj dober doseg
in ga ima in mora biti tudi dovolj enostaven za samo uporabo. In je. Pa s to najbogatejšo opremo v bistvu deluje zelo kul, ima toliko vizualnih dodatkov, da je saj zame trenutno tole eden najbolj nastopaških avtomobilov na cestah. Celo bolj hud mi je kot Alpinka zadnjič. Še bolj sem zadovoljen, da se ta vpadljivost nadaljuje tudi znotraj. Saj veste, če imate zunaj zanimiv avtomobil, ga občudujejo ostali, vi pa znotraj sedite v suhoparnem avtu. Ne, tukaj ne. Že tale barva sedežev mi je totalno huda, pa v bistvu tale napis in tale del tukajle, materiali so dobri, evo, tle imam celo košarco za bagetko, odlagališče velik in veliko je tudi fizičnih stikal. In pohvalim lahko še ta sredinski zaslon, vmesnik je krasen, Renault je to pred časem kar dobro sfriziral, tako da je vse skupaj zelo uporabno. Prtljažnik ima 326 litrov, kar za švoh 4 metre dolg avtomobil sploh ni malo, je pa na račun tega malo manj prostore in udobja tukaj le zadaj. Evo, takole jaz sedim sam za sabo, pa sem med manjšimi, kar pomeni, da bo dovolj udobja predvsem za otroke, za odrasle pa niti ne, tudi dno je precej visoko, zato v bistvu sam položaj ni najboljši. Ampak to ni posebej velika kritika, tole je majhen mestni avtomobil in je logično, da nima noro veliko prostora. Se vsi ga niti ne potrebujete. Ma pa zanimiv strop, evo ga. Glede vožnje se mi zdi pomembnih kar nekaj stvari. Za začetek, da je podvozje karakterno podobno sami obliki avtomobila, kar pomeni, da je malo bolj nabrito, čvrsto in dinamično, zato se v ovinkih petka pelje precej dobro. Vseeno pa to pomeni, da kakšno grbino prežveči malo bolj na grdo. Sicer tehta samo dobrih 1400 kg, zato pretresanje ni hudo, vseeno pa udobja ne morete primerjati s kakšnim Citroenom C3. Je pa ta zapeljati zato veliko bolj zabaven. Baterija je relativno majhna in ima neto kapaciteto samo 52 kWh, ampak je tudi avtomobil majhen in ne pretežak, zato po mestu z lahkoto porabi samo 11 ali pa 12 kWh na 100 km. Ok, zdaj so tudi temperature idealne, ampak vseeno je pri takšni vožnji doseg zlahka 350 km, kar pomeni, da boste avto polnili enkrat tedensko. Druga zgodba je avtocesta, kjer se Renault 5 po moči sicer počuti čist suvereno, je pa poraba večja. Okrog 17 ali pa 18 kWh zahteva tam, kar ni posebej impresivno in zato je tudi doseg nekoliko manjši, recimo kakšnih 250 km. In polni se z največjo močjo 100 kW, kar je v bistvu tudi dovolj, ker je baterija majhna. Tole je močnejša različica 110 kW moči oziroma 150 konjički. Je hitra, prožna, več sploh ne potrebujem in Alpine A290 me zaradi več moči ni nič bolj navdušil. Takšna petka je v bistvu vedno živahna, mogoče bi hotel imeti malo bolj močno obtežen volan, ampak bi potem izgubil neke mestne lahkotnosti, zato je v bistvu že prav, da je krmiljenje takšno. Če bi bil še pogon zadaj, obračalni krog malo manjši, pa tale vzvratna kamera boljša, bi bilo pa že kar kičasto. Lej ga. Ampak res mi je ekstremno zakon oblika, ful mi je všeč. Mi je pa tudi tavžen tudi reklo, da bi rajš kupili izvedbo z klasičnim motorjem, da bi tako mogli izdelovati, ampak vem, da take debate nima nobenega smisla. Ne, to je zdaj nova realnost, je pa res, da so ti avti postali res že zelo kul in petka je lep dokaz. V bistvu tudi štirka, torej katarca, oba sta zelo fajn. Kaj pa naslednji avto? A je tudi zakon? Ja, to boš pa videl v prispevku, lahko pa povem, da je pritegnil zelo veliko pozornosti. To so hlačke, ker same dol padale. Ne, je pa ena gospa v Novem Celju rekla, ko je to za ena znamka, ful je lep, jaz bi to imela. No, vidiš. Zanimiv mail smo dobili zadnjič, ker nam je dal misliti in seveda po svoji stari navadi smo morali takoj v akcijo. Jure nam je namreč pisal, če imajo vsi kitajski avti samo 1,5 litrske turbobencinske motorje, pa vsi 7-stopenjske robotizirane menjalnike in če se vsi lahko hvalijo samo z ugodno ceno. No, Jure, tukaj je eden, ki nima tako ugodne cene, da bi bil privlačen samo zaradi nje. Pa tudi 1,5 litrskega motorja nima.
Nekaj oddaj nazaj ste si lahko pogledali predstavitev modela Hongqi HS3. Takrat smo povedali, da gre za premijsko kitajsko znamko in da z enim od njihovih modelov naokrog prevažajo tudi kitajskega predsednika Xija. To zdaj povem zadnjič, ker se že ponavljam. HS3 je od večine svojih tekmecev cenejši, pa je znotraj kljub temu frajerski pa zelo moderen, tole je pa večji HS5. In večji pomeni dolžino skoraj 4,8 metra in malo manj kot 500 litrov prtljažnika. Če ob tej številki 500 niste posebej fascinirani, tudi to smo že večkrat povedali, da je specifika praktično vseh kitajskih avtomobilov, da imajo zadaj za potnike malo več prostora, posledično je pa malenkost manjši potem prtljažnik. Ampak tudi teh 480 litrov ni posebej malo, to se najbrž strinjamo. In najbrž se strinjamo, da je za pogledat kar impozanten, ne samo zaradi tiste nastopaške sprednje maske, tudi zadaj dobro izgleda s tem svetlobnim podpisom. Sam bi ga sicer izbral v kakšni drugi barvi, na njihovem konfiguratorju sem gledal svetlo modro, tista se mi kar dopade. Če je bil manjši HS3 znotraj zanimiv in poln usnja, je zgodba tukaj zelo podobna. Sem prepričan, da pravzaprav nihče med vami sploh ne bi pomislil na kitajsko poreklo, če bi takole z roko pokril tale logotip na volanu. Prej bi verjetno pomislili na kakšen Audi ali pa Mercedes, najbrž celo na Mercedes, ker je v bistvu tale gumb enak, pa te ročke tudi. Ali pa zelo podobne, da ne bo kdo užaljen. Vas bi pa na katero od premijskih znamk opomnil premijski pridih tukaj le notri. Vse povsod je usnje, klavirske plastike skoraj da ni, tale del tukaj ima lepo vzorec, kar pomeni, da se tudi prstni vtisi potem skoraj da ne poznajo. Vse skupaj je dobro izdelano, lepo zašiljeno in ta zaslon, v bistvu oba zaslona, sta lepo integrirana v armaturno ploščo, kar pomeni, da ne štrlita grdo ven. In pri uporabi skoraj nimam nobenih pripomb, razen to, da tudi tukaj nimam digitalnega radijskega DAB-a, kar je specifika skoraj vseh kitajskih avtomobilov, vse ostalo pa štima. Vmesnik je dovolj logičen in tudi hiter, kamere vse naokrog so odlične, ergonomija pa prijetna. Moram dodati tudi, da nič ne škripa med vožnjo in da je moj sedež totalno udoben, veliko udobja in prostora je pa tudi tamle zadaj. No, pokažem. Ne rabim dodati veliko besed, poglejte prostor nad glavo ali pa pred koleni. Lahko ste 20 cm višji od mene, pa boste še vedno sedeli udobno. Ali pa 30. Kljub bogati opremi in zmogljivemu motorju je tole še vedno avtomobil, ki stane precej pod 50 jurjev, no vseeno pa ne more ponuditi tistega famoznega 1,5 litrskega turbobencinskega motorja, zato tega poganja 2-litrski. Njegova moč je 180 kW oziroma 245 konjičkov, kar pomeni, da se v resnici precej spodobno premakne. Itek z njim ne boste divjali, ker gre za karakterno umirjen avtomobil, vseeno pa so prehitevanja lahkotna in vožnja po avtocesti sproščena. Še bolj fino se mi zdi, da je tukaj motor povezan z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ki veliko manj cuka kot 7-stopenjski robotiziran, ki ga najdemo v cenejših modelih. Tukaj pač zaradi višje cene ne more biti več takšen in more avto ponuditi nekaj več, zato je tudi pogon 4-kolesni. Ne zato, da se boste lahko odpeljali na vrh nanosa, predvsem zato, da boste vozniško zanesljivi takrat, kadar bo podlaga imela manj oprijema. Poraba ni majhna, tudi nisem pričakoval, da bo, ker pri pogonu ni nič hibridnega, zato pod 10 litrov še nisem prišel, ampak ga moram itak še fino stestirati, da dobim realno sliko. Tudi krmiljenje moram pohvaliti, je zelo prijetno, ravno prav obteženo. Do zdaj pri HS5 nisem dobil občutka, da so kjerkoli varčevali. Pravzaprav je ponudba za vse tiste, ki iščete nekaj poceni, pri nas precej bogata. Ta avto pa z dobro ceno dejansko konkurira tistim, ki imajo na maski kroge, zvezdo, ledvičke ali pa kaj podobnega. Zato, ja, Jure, so tudi drugačni kitajski avti, ne samo tisti z 1.5 motorjem. Veš, da na Kitajskem je pa še tale sredinska letvica osvetljena. Ja, pri nas ne sme biti, zato ker mora biti luči simetrično na levi in na desni osvetljene. Po številu enake. Kar neki, mene bo všeč, da sveti. Ja, no, meni ni, vsako tele ima svoje veselje, ne? Boš videl, kaj je zdaj fajn v naslednjem prispevku, ker to pa je pravo veselje za volanom. No, po Anžetovem veselju za volanom pa sledi še naša prva zvezda za volanom.
bam, 5 pod GR Yarisov, pa ne 5, ampak okrog 60. Če tole ni pogled, ob katerem se ti od sreče v Rusiji okopo, ali pa tudi ne vem, kaj je. GR Yaris je vozniško prava bombica in ko jih vidim toliko na kupu, vem, da bo lepo popoldne. Okrog 60 lastnikov se je izbrali tukaj s svojimi avtomobili na dogodku, ki ga je organizirala Toyota in zdaj bodo celo popoldne lahko vozili lepo na stezi, preizkušali varno meje svojih avtomobilov, pa hkrati uživali, seveda, ne na cesti, na stezi. Je bilo težko poloviti lastnike. Niti slučajno. V zadnjih dneh pred eventom smo imeli tako imenovane sladke težave. Namreč število avtomobilov je limitirano, zaradi prepustnosti proge in vse infrastrukture. In potem sem prejel številne klice, sporočila, prosim, tako da ja, sem včasih rekel, ampak super. In naravno to, da se ta performance preizkusi v varnem okolju, skupaj z inštruktorji, skupaj z predavanjem v teoriji in to je pač en tak paket, ki vsaj zaenkrat se lepo teče in upam, da bo tako do konca. Torej, od zadaj je presenečenje. Uspelo nam je pridobiti pravi dirkalnik, torej Yaris Rally 2 in seveda, je prava atrakcija, tako da si ga obiskovalci ogledujejo in seveda kasneje tudi sledi nekaj zanimivih, atraktivnih voženj. Kako se takole na stezi obnese GR Yaris? Ja, meni se zdi, da se kar v redu obnese. Mislim, da je Yaris glede na denar, kar ponuja, da je to najboljši nakup, kar je možen. Je bil zdaj le GR tvoj na stezi prvič ali že večkrat? Ni bil. In sem videl, da gume imajo pa tak velik vpliv pri avtomobilih, da to je pa neverjetno. Če ne občutiš, ne moreš verjeti res. Včasih sem dirkal z Mitsubishi Lancerjem in sem bil v bistvu z Jerebom sva bila sotekmovalca. Vse mi je všeč, kar me moti je, da je trivraten, kar je načeloma dobra lastnost, ampak zdaj, ko smo mala družina, ima malo problem ta malo zadnje spraviti. Ja, jaz sem si dovolil, da sem ta avto predlagal svoji ženi, tako da ga ima ona čez teden za vikende, pa kakšne manjše izlete, si pa poslužujem jaz volan in se polska podpeljava. Dogodek se počasi zaključuje brez kakršnekoli poškodbe, kar je fajn in prepričan sem tudi, da so udeleženci zelo zadovoljni. No pa če vprašate mene, takšne stvari tudi povečujejo prometno varnost. Evo, tukaj lahko v kontroliranih pogojih spoznaš svoj avto, malo pikneš svojo žilico, pa se še česa novega naučiš. Skratka, vse super. Ko smo izbirali avto za našo novo rubriko, smo imeli v mislih, da mora biti nekaj posebnega. Nekaj, kar bo folk hotel voziti. Smo kar dolgo iskali in potem je Matej skupaj s Klemnom iz avtodila našel tole celico. Itak smo vsi ponoreli in smo rekli, to moramo imeti in evo, po 2 mesecih je tukaj in čaka svoje zvezdne trenutke. Za naše zvezde smo pripravili prav posebno nalogo. Tule morajo konkretno pospešiti, potem čim bolj učinkovito obrniti v mišnici, parkirati 3 in se potem podati nazaj čez ciljno črto. Nobenega stožca se ne smejo dotakniti ali pa ga podreti, ker to bi pomenilo, da so poškodovali tudi našo seliko, kot tudi pravijo. In prva zvezda je že tukaj. Pravijo, da je imela na glavi že vse barve. Ona pa pravi, da to ni mogoče, ker je odtenkov skoraj nešteto. Alja, po čem te poznamo v Sloveniji? Verjetno po tem, da sem hitra in drzna, da rada govorim, da rada pojem, rada nastopam, pa rada imam ljudi. No, danes boš pa sama vozila. Kaj pa drugače sploh voziš? Vozim Volkswagena Tiguana in moram reči, da sem res, s tem avtom sem pa res ful zadovoljna, ker je dovolj prostoren, udoben, visok. Ugotavljam, da mi pašejo visoki avtomobili, ker sem bolj spočita. No, mi imamo danes tudi en poseben avto za tebe pripravljen. Takoj, ko si ga videla, si rekla, wow, ne bom povedala. Zelo povem. Ja. Ej, mislim, tale Toyota je avto, ki sem ga oboževala že kot otrok. Prvo so mi bile všeč te krasne lučke, ki so se dvigovale in pa hkrati spodaj. Ritm je ful lepa, res je lepa. Kako to, da si dober voznik?
Pravijo, da sem dober, hiter, varen voznik. Rada imam tudi adrenalin, šport, vse, kar je s tem povezano in zdi se mi, da imam hitre reflekse, mogoče zato. No. Alja, zakaj te je strah današnje naloge? Kaj me je strah? Užge se. Ne vem, me je strah, a me mora biti. Užge. Ali je pokvarila avto? Pa ne, poglej, kako je lepo avto, zakaj bi bilo strah? Ne. Je luč ugasen? Kako sem se buta spostavila. Okej, to je to. Bejž! Ne, podrla sem ga. Prehitra sem bila tu. Čestitam. Opala, hvala. A veš, da roke si mi tresla z tega, da bom bolala. roke. Alja, the best, odprla si lov na najboljši čas. En stožec si podrla. Ja, ker sem bila v Norikvert, sem sfurala, gremo, ole, sem pozabila, na desni moj. Ful dobro ti je šlo. Zakaj verjameš, da boš dolgo stala na prvem mestu, ker zdaj si prva trenutno? Prvo sem teniske pozabila, ker imam vedno v avtu, sem pač štiklami vozila. Pa ne, da zdaj nekaj upravičujem, ampak vse veste, drugače, ne, če si v teniskih. Pa hkrati res je kuplunga trda. Ja. Menjalnik je top, kuplunga pa res trda. Ej, kak si se pa prej počutila, ko smo te trije porivali? Zdaj drž sklopko, pa ga zdaj malo. Zanimivo je bilo, no kaj ne rečem. The best, to je to. Alja, prva, naslednji teden pa en drug. Ja, res je. Zakon. Good luck. Daj gremo še enkrat pogledati. Daj gremo. Ja. Naslednji teden boste poleg naše krasne celice videli tudi test tega avta. Predstavili vam bomo avto, ki ima pogum v imenu, Matej pa že z materialom salona v Tokiu na Japonskem leti domov, da vidimo, kako Japonci odgovarjajo na kitajski napad. Poleg na spletni strani volan.si nas najdete tudi na socialnih omrežjih Facebook in Instagram, tudi na YouTubeu in TikToku smo. Se vidimo.